Spoštovane dame in gospodje, sem Mihael Toš, lep pozdrav v videu Suverena Slovenija. V letu 2021 je Slovenija obeleževala 30. obletnico obstoja kot suverena in samostojna država. V tej naši državi, v tej naši deželi se v preteklih vsaj desetih, če ne 15 letih, spoštovane dame in gospodje, sem Mihael Toš, pozdravljam vas v videu Suverena Slovenija. V letu 2021 je Slovenija obeležila 30. obletnico obstoja. Sedaj lahko rečemo, da gre za samostojno, lahko si pa želimo, da bi šlo za suvereno državo. Kaj naša Slovenija sploh je? Slovenija je čudovit košček na zemlji, ki nekako lahko rečemo, da dejansko leži v središču. Če se malo dotaknemo ezoterike, kar sicer ni nekako nuja oziroma pravilo, jo v ezoteriki imenujejo celo srčna čakra oziroma središče. Lahko pa povsem logično povemo, da je Slovenija mnogo bolj pomembna dežela, kakor se kot država realizira. V preteklih 10, če ne 15 letih smo dejansko priče neke vrstne resničnostnemu, permanentnemu resničnostnemu šovu politike, ki nekako med sabo vsaj navidezno tekmuje, navidezno kot rečeno, kajti vse več je pričevanj, povsem realnih, da se v ozadju vse zmenijo in je potem vse nekako šov za ljudstvo po sistemu deli, ne deli in vladaj. In v bistvu potem, ko se pogleda, so vsi ti ljudje, ki dejansko diktirajo politiko, tako pozicijsko kot opozicijsko, v celoti, tudi ko pogledamo njihove družine, pretežno preskrbljeni. Navadno ljudstvo, navadno v narekovajih seveda, pa lahko nekako nemočno zre in opazuje to farso zraven in se vse bolj bodisi je utaplja v neki utopiji, bodisi v nihilizmu ali pa celo v popolni resignaciji. No in kaj želim povedati? Želim povedati sledeče. Sedaj je nekako ta 30. obletnica suverene, samostojne Slovenije šla mimo. In če bi nekako takole povsem na enem površinskem pregledu zadevo ocenili, bi rekli, ni bilo nič posebnega, že zato, ker je bila taka močna politična nota in ta politična nota ima nek naboj, da vedno vladajočo politično opcijo podpira samo neki njihov določen del podpornikov, ostali pa jo zavračajo, tako da smo vedno v neki shizofreni situaciji, ne glede kdo je na oblasti. Nikakor bi lahko rekli, da je ena opcija dobra, druga pa slaba. Če ocenimo povsem objektivno, moramo reči, da sta dejansko obe opciji slabi in da Slovenija v političnem oziru potrebuje pomladitev. Kar želim povedati je, če govorim iz svojega osebnega stališča, ki se vrsto let ukvarjam med ostalim tudi z zgodovino Slovenije, s pomembnostjo Slovenije in tudi z nekaterimi elementi, ki so še bili, ne bomo rekli na mejnem področju znanega, ampak bomo rekli neraziskani. In ko spoznavam dejansko objektivnost teh in pomembnost le-teh, lahko rečem kot avtor projektov, ki so nekateri že publicirani, nekateri delno, nekateri pa še bojo, da gre dejansko za zelo oziroma za skrajno pomembno deželo. Kar želim povedati je, vse, kar se dogaja na nekem sociološkem področju, pa imenujemo to politika, nas popolnoma odmika od tistega naravnega, ki je realno, pristno in ki je tisto realno bogatstvo te naše dežele. Se pravi, če bi nekako tako zelo poenostavljeno povedal, nam kot narodu dejansko sploh ni jasno, kje živimo, ker smo permanentno pod stresom neke politike, ki nam itak v pretežni meri povzroča škodo
in ne družbe blaginje. Tako, da zaključim tale video, ker smo se naučili povedati zelo mnogo z relativno malo besedami. Povedal vam bom, še v letu 30. obletnice, da je Slovenija skrajno pomembna dežela, da ima v sebi nek kulturni input, sicer je zdaj v veliki meri še zakrit, ampak smo ga skozi raziskovanje v določenih projektih uspeli dešifrirati, sedaj se nekako to vse skupaj sestavlja v koherentne projekte. In nekatere zadeve bom še letos, sedaj smo 29. decembra, publiciral, morda jih bom zaklenil, ampak imeli bodo datum publikacije tale, ker je Slovenija obeležila 30 let, in bodo potem, ko bo čas zrel, in to se bom potrudil do čim prej, dostopni javnosti. In še enkrat bom povedal za zaključek, v 30. letu jubileja Slovenije lahko trdim, da gre za skrajno pomembno deželo, ker ima v sebi zakodiran kulturni element, ki je nekako bil skozi leta prezrt, niti niso v tem trenutku važni razlogi in vzroki, bistveno pa je, da vemo, da ta element obstaja. In kot avtor enega zelo pomembnega projekta s tem elementom bom storil vse, da bo ta element čim prej dostopen, da bo čim prej v bistvu publiciran, razumljiv. In še enkrat ponovim, ker se mi zdi tako, kar povem odkrito, v redu, fajn, da se za ta element ve in da povem še v 30. letu naše čudovite dežele, da ta element obstaja. In če bi dejal tako malo, sedaj je, kot je moderno, že s tem sem informacijo dal v eter. Slovenija, srečno!